Lepo, da se spet vidimo. Danes ste prišli tukaj k nam v pogovor, zato ker sem prepričan, da vas zanima za poletje, kam bi pa lahko naprimer šli s kolesom, ali bo o kolesu govorila? Ja, seveda o kolesu in klancih. Sam danes se bova nekako specializirala sam za ene par slovenskih regij, ki jih sama bolj dobro poznava. In so pač prepričana, da lahko dobro poveva kakšne klance, opiševa kakšne ture, ki so nama všeč, sva jih šla mogoče že skupaj odpeljati in mogoče vam pa dava kakšno idejo, kam bi lahko šli malo pokolesariti, družinsko ali pa tako čisto sami med poletjem, kolikor ga je še ostane. Dala bova pa predloge za katere regije? Ja, za regije Primorsko, torej bolj Goriško, pa Obalno-kraško niti ne, no, pa Gorenjsko in pa osrednje Slovensko. Pa mogoče bova še malo se dotaknili na Koroške, ampak tako čisto samo z enim klancem. Ja. Tako da ja, po mojem najprej vprašanje zate. Same? Ja. Super. Kaj si ti tako predstavljaš kot Primorsko? Tako, bolj tako... Kot regijo, kjera regija je dejansko Primorska? Ok, zdaj zame... Ok, na zemljevidu je tale, ne? Ja. V bistvu tudi tole, ampak tole je Obalno-kraška, tole je pa Goriška. Dobro, zdaj jaz sem začel tam, kjer pridem do tebe, ne? Ja. In to zame je del, ker se gre potem iz Petrovo Brdo in pa potem... Ja, čez Petkovo Brdo in Sorške praznine do Baške grape. Tam se zame začne Primorska iz gorenjske strani. Res je, ja. Gore, ne. Čez Petrovo. Pa tam, ko se gre proti Vršiču, še malo višji gor, se tudi veš, neka omejitev je. Ja. Gre skoraj pol ta Primorska do... Ja, v bistvu ta Primorska, ki bi si nekdo predstavljal, ja, Primorska, to je pa sonček, pa morje, pa čista ravnina, ne. Ampak seveda ni čistko, ne. Primorska ima zelo, zelo veliko klancev, ki niso največji, mogoče tudi ne najbolj znani, ampak ogromnih je. Recimo že sam primer Baška grapa, ne, ima za 6300 višincev. Sigurno za dosta asfaltnih klancev. Za dosta asfaltnih klancev, ampak tukaj nastane en problem, da vsi vi, ki recimo greste nekam v Slovenijo kolesariti, recimo da ste, ne vem, nekje iz Štajerske ali pa Prekmurja, se za avtom recimo pripeljete recimo pod Krvavci in greste malo tam kolesariti ali pa na Mangart, ne. Pa Vršič, vsaj sklepam, da tako počnejo ljudje, ki živijo malo dlje, da se z avtom pripeljejo, verjetno ne grejo s kolesom. 200 km iz Murske do Ljubljane, ne boš še z biciklom. Ne, seveda se pripeljejo z avtom, a pa z vlakom, karkoli. In seveda boš vzel neke klance, ki so vsem znani, pa niso nekje ne vem, nekje daleč, pa so dobre cestne povezave in tako. In bi sam rekel, da recimo Primorska zelo zaostaja za Gorenjsko po tej popularnosti, ker enostavno ima slabe prometne povezave, zelo slabo infrastrukturo in se ne da prav veliko kolesariti tam okoli. Ampak klanci so pa lepi, pa težki. Tako da v bistvu za trening je čisto super, ne. Sam ni pa tistega, ni to tako turistično. Tako da bolj predlagam nekako tukaj, sploh sever Primorske, bolj za tako, ne toliko izletniško, kakor da greš malo sam trenirati ali pa gledati nove klance. Je pa res, da so pa tudi veliki klanci na Primorskem, ne. Recimo, kot si ti prej omenil Vršič, iz Trente, to je na primorski strani, potem pa se spustiš v Kranjsko goro, ne. In to je Vršič je tudi največji slovenski prelaz, nekaj čez 1600 metrov visok. Si že bil kdaj gor? Na Vršiču sem bil, sam ne s kolesom. Ja, ne s kolesom. Sej s kolesom bom jaz tako rekel, da vam ga ne priporočam peljati, oziroma nič kaj zelo ne zamujate, sploh iz Kranjske gore. Dober, tudi iz Bovca, no, oziroma iz Trente, ker je zelo veliko prometa, sploh v temu delu leta, ogromno prometa, pa Ti bi lahko zdaj začel pesmi pisati. Ja, pa kocke, ne. Kocke so največji problem iz Kranjske gore. V bistvu sploh za spust, tako da tam neka najbolj popularna tura v Alpah, v Sloveniji, čez Mangart pa Vršič. Bolj predlagam, da začnete v Kranjski gori in greste čez Vršič po bolj lahki strani iz Kranjske gore, pa se spustite pol v
v Trento, ker je lepši spust, predvsem zaradi tega, ker kocke so precej zahtevne, ki jih peleš na spustu. V klancu je vse malo lažji. Je pa res, da Vršič je eden najtežjih slovenskih klancev, ampak ni pa tako težek kot Mangart, tako da pol se moraš odločiti, ali bo šel prej težjega pelati, torej Mangart, ali bo šel kasneje Vršič, čisto odvisno. Je pa res, da recimo Gorenjska nima nekih prelazov, ki bi se recimo, ne vem, vse tudi za vas vprašanje, ker jaz sem v bistvu ugotovil samo en prelaz na Gorenjskem, ki se v bistvu začne in konča na Gorenjskem. Torej, da ne gre nekam drugam, recimo čez mejo v Avstrijo, ali pa na Primorsko, ali pa potem v osrednje Slovensko. Tako da takih prelazov je recimo velika, ne Ljubelj, Korensko sedlo, Jezersko. Zelo veliko takih. Čeprav Jezersko, kar sem prej rekel na začetku, Jezersko spada v bistvu v Koroško. To si rekel, da je klanc, ki bo še iz Koroške. Ja, to je tisti klanc, ki je v bistvu edini, ki nekako gre čez Koroško. Je pa to ena zelo zanimiva in zelo lepa tura, če se jo lotiš. Začneš v Kamniku in greš, to je maraton Alpe v resnici, sam da gre zdaj v obratno smer. Torej, v bistvu najprej gre včasih je šel čez Jezersko, pa potem v Avstrijo, Pavličevo sedlo, pa v Solčavo in pa potem na Črnivec. Zelo lep krog, tak, jaz ga bi priporočil vsakmu, ki se želi pripraviti pol za ta težji čez Mangart pa Vršič. Je zelo lep, sam v dežju ne smeš iti. Jaz sem letos to šel, pa še krvavc pol dvakrat, pa se konča precej slabo, oziroma se bi še slabš. Sva naredila tudi en pogovor o tem, in sicer brez bremz sem ostal na krvavcu. Ja, lahko si greste pogledati tisti video, zdaj na kratko še omenim. Pa če želite, se lahko naročite vsak torek. Pa eno tako stvar, ki danes pripravlja neko temo, si izbere in vam je predstavlja danes Jaka. In naslednjič, če bo velik odziv za tole, če vam bo všeč, pol narediva pa še druge regije oziroma pokrajine v Sloveniji. Tako da, zdaj nadaljujemo s tem, kar sem prej omenil, prelaze na Gorenjskem. Ker pravimo, da Gorenjska je zelo gorata, se je, veliko je za hoditi, ampak prelazi na Gorenjskem, zdaj to je tudi za vas vprašanje, ker jaz sem že kar veliko prekolesaril, pa sem ugotovil, da je samo en tak prelaz v Sloveniji, in sicer na Gorenjskem. Iz Krope, potem čez Jamnike pa v Kranj. Pa me zanima, če še kdo najde kakšen prelaz na Gorenjskem, ki se začne in konča na Gorenjskem. To pa v komentarje napišite. Ja, če slučajno kdo ve. Recimo Pokluko bi še omenil, zanj sem šel čez Pokluko in spet me je presenetila, koliko je to res lep klanc, sploh iz Bleda oziroma iz Gori. Je res lepa, široka cesta, pa ogromno ljudi, tako da je že zdaj očitno to zelo popularen klanc, ker je res lep klanc, položen, začetek je težek, ampak za vse vas, recimo, če kdo začenja kolesariti, je dober, zato ker v bistvu na začetku daš vse težko skozi, pa je lažji. Recimo ne pa tako kot Mangart. Mangart je tudi na začetku težek, pa potem v sredini mogoče malo lažji, pa spet težek. Ampak Pokluko res priporočam, ker je lep klanc, mogoče ne glih tak za razglede, ker prideš na planoto. Za razglede bi recimo priporočal, ne vem, Vršič iz Trente. To je tako zelo lepo, ker se hitro dvigne zelo visok. Ali pa Vršič na splošno, tudi iz Kranjske Gore je lep. Pa Mangart, seveda. Nerač pa priješ na planoto in ni toliko neverjeten, ta Pokluka, ampak to bi tudi lahko štel za prelaz, če rečemo, da je Bohinj na Gorenjskem, seveda. Pa če je Bled na Gorenjskem, potem je to lahko prelaz. Ampak tle je še ena stvar, ki je Jaka zdaj takoj povedal, ki mogoče ne naredi tega klanca prelaz. Čist prelaz. In zato je to odvisno od vas in od vaše diskusije. In pa tudi odvisno od tega, kako boste vi to pelali. Če hočete iti prav na Pokluko, Rudno polje, boste mogli zaviti levo in potem v bistvu to več ni prelaz, ker je v bistvu to bolj kot vrh. Pa čeprav ni vrh,
ker recimo imamo Mangartsko sedlo, ki je najvišja cesta v Sloveniji, ki je res vrh, ti se prepeleš pod Mangart in lahko greš po isti cesti nazaj. Pokluko si pa tisti, ki ne veste, saj verjamem, da veliko od vas poznate Pokluko, če ne s kolesom, pa drugače, da v bistvu pride ena cesta iz Bohinja, druga iz Bleda in pa potem se združita in gresta skupaj naprej. In to v bistvu ni prelaz, no? Mislim, ni tak prelaz, kot recimo Vršič, ki je res tak, ali pa Jezersko, ki v bistvu se v 10 metrih ceste prevez čez in je pač to prelaz. Tako da Pokluko zagotovo priporočam, samo iz Bohinja, mogoče ne, ker še en teden nazaj je bil pesek na cesti in je bil dobesedno peščen klanc, precej bolj se z grevlom pelati. Jaz sem imel kar težave za specialko, ker rabiš loviti kolesence avtov vmes, ker je poln peska, ne vem kaj. Sej so čistili, ampak ja. Imaš pa pol zelo veliko klancev, ki so zelo lepi, ki grejo iz Gorenjske na Primorsko, prelazov seveda, pač vedno se morate prelaz predstavljati, da bo nekam vas popelil čez nek greben ali pa neki. Medtem, ko vrh te ne bo pripelil nikamor, samo do nečesa, neke stvari. In ko sem že omenil, recimo Soriška planina je tak klanc, ki je zelo lep, sploh iz Bohinja je lep, tukaj je pa v tem primeru je pa iz Bohinja lep klanc, pa ne priporočam pa spusta proti železnikom, ker je asfalt res, ampak to pa pač moram izpostaviti, da je grozen. In v bistvu z mountain bikeom, specialko, če vam jo je škoda, boljš, da se tega ne lotiš, da greš samo gor, ker je res grozen spust. Drugače pa recimo tep, ker ti si že veliko tako tudi nekih klancov odpeljal, tudi na Primorskem, recimo veliko od vas mogoče pozna Kolovrat, ki je bil na dirki po Sloveniji zelo znan klanc. In zelo težek. Ti si odpeljal Kolovrat, pa tako Krvavc si odpeljal, pa Davčo, torej tam Cerkno, to je že potem notranjska, srednja slovenska regija. Pa me zanima tako, ko si ti peljal kakšne ceste tle na Gorenjskem, pa na Primorskem, kaj se ti zdi tako razlika, oziroma če bi tako kaj izpostavil na cesti, a so kakšne ceste ti tako bolj všeč, ali kaj manj, recimo, ne vem, če primeraš Krvavc ali pa recimo Kolovrat. Ja, po kvaliteti cest sigurno Krvavc najboljša cesta v Sloveniji. Ja, zagotovo. Čeprav tukaj bi se jaz mal ustavil, še vse. Krvavc do Ambroža moram reči, da je res eno. Ja, pol naprej. Pol naprej je slabš, do Ambroža se pa strinjam s tem. Glede na to, koliko je strma. Ampak Pokluka bi jaz vseeno rekel, da v celoti je Pokluka najlepši asfalten klanc v Sloveniji, ker je vseh 15 km 5% klanca zelo lepih in pač perfektnih zapeljati. Medtem, ko Krvavc, tudi. Kaj pa si mislil pa za recimo Primorsko, ker sej si bil že nekajkrat tam, pa približno veš, kakšne so ceste. Ja, tam je pa druga stvar, tam so pa pogledi zelo lepi. Krvavc, vseeno razgled je na Ljubljansko kotlino, je zelo lepo. Ampak je pa nekaj, kar si navajen, ker na Šmarni gori imaš isti razgled približno. Ja, praktično, samo malo višji si. Ja, malo višji si, ampak vidiš enako. Šmarne gore imaš celo mogoče širši razgled, ker si v krogu in vidiš vse. Primorska so pa lepi klanci. Primorska imaš pa vidiš vse možno. Ne vem, za morje moraš sicer biti bolj dol po Primorskem. Ja, v bistvu morje zdaj, Primorska ima tako značilnost, tako pač je, da te prelazi ali pa klanci, prelazi niso prav visoki, vsi so nekako pod 1000 metrov, mogoče samo Cerkno, lihnine, pa še to ni Primorska iz nobene smeri, v bistvu Cerkno. Ampak nima Kolovrat, mogoče iz Kolovrata bi videl more, ampak nisem čez jih, pa je čez 1000. Sem spet je to Italija, na drugi strani spet Italija. In to Kolovrat spet prelaz, ampak Primorska ima, kot sem rekel, nizke prelaze, ne toliko zelo visoke, kot recimo Vršič.
ampak, čeprav Vršič je na Primorski spet delno, pač. Ampak ne boš pa videl neki zelo morja, čeprav Primorska ima ogromen klancev, ki v bistvu so tako, imaš neko dolinco, ful veliko imaš teh rečnih dolin in pa potem rabiš nekam iti do neke vasi gor. Ponavadi je tako in potem se klanc konča in zaradi tega tudi niso neki zelo priljubljeni te klanci na Primorskem, ker enostavno nimaš nič od tega, zgori nimaš nič, ni tako kot na Pokluki, ki prideš pa imaš gor, ne vem, biatlonski center, imaš hotel, dobiš kaj za pit, medtem ko na Primorskem na večini klancev tega sploh ne boš dobil. Ampak so pa tudi zelo strmi klanci, se mi zdi, da na Primorskem so bolj strmi kot na Gorenskem. Tako da zagotovo ni sam Gorenska za kolesart, ne. Strme klance ponavadi greš na Primorsko, ker recimo Sveta Gora je zelo lep klanc nad Novo Gorico, tako da pa zelo strm, ne, več kot 13%. Tako da tisto je precej strmo. Drugače pa, ki si omenil prejle na severu Primorske, ki so bila na Mangertu, ne, Mangert je v bistvu, imaš dve strani, ne, za prijeti gor. Ena iz Italije in druga iz Loga pod Mangertom. In ti si mislil prej, ko so se pred podcastom pogovarjali, da je tisto najvišji prelaz v Sloveniji. Predel, ne? V bistvu ni, je pa, ko tako pomislim, je eden višjih, ampak ni pa najvišji. Pa ne vem, če ga lahko štejemo kot slovenski prelaz, ki je delno je na italijanski strani. Je pa ta italijanska stran za na Mangert lažja, no, ker prvi del je veliko bolj položen, pa še, kot sem rekel, bolj je položen, pa tudi cesta je tako zelo lepa in se mi zdi, da se da iz Italije čisto lepo priti na Mangert. Je pa pol spet problem, da če greš na Vršiča, ne, boš mogel iti iz Trente, ki je prvič težji klanc, pa boš imel pa spet spust iz Vršiča v Kranjsko goro, ki je pa spet zaradi kock precej ruka, moraš imeti tudi kaj v rokah, ne, moraš biti bolj Simon kot jaz, ne, za take stvari. Ampak pol imamo pa še osrednjo Slovensko, ne, tukaj, oziroma, osrednjo Slovensko, Notranjsko, mislim, ni čisto Notranjska, to je že Dolenjska, ampak tlele ima zelo veliko klancev, nisem jih prav veliko kolesaril, ampak vedno več jih. Nekako začnemo šteti to kot Katarina, ki veliko ljudi pozna tle v Sloveniji, Katarino, pa recimo Črni vrh ali pa vzpon na smučišče Stari vrh, recimo. So zelo lepi klanci, lepi pogledi, čeprav so strmi, ampak ni vse samo tle na severu, ne, da ne bo pomote. Tle je še pol Ilirska Bistrica, če se ne motim, spada tudi v Notranjsko oziroma osrednje Slovensko, ker tle glih ne bi rekel, da je to glih neka srednja Slovenija. Mislim, bolj je tole osrednja Slovenska, pa je Dolenjska. Vse po moje te regije so tudi na različne načine razdeljene. Sigurno, ne. Midva imava zdaj tukaj gledate pač eno karto, eno verzijo, ki je zelo nenatančna, ne, te meje grejo. To je samo za prikaz približen, kaj o čem govoriva. In jaz vem, da nekje tle je Ilirska Bistrica, če se ne motim, lahko me kdo popravi, ampak se mi zdi, da je tle. In potem imaš vzpon na Sviščake, ki je tudi zelo dolg klanc, pa lep klanc. In torej ni vse na severu, ne, da ne bo kdo mislil, da so samo na severu klanci. Po večini v bistvu je tako, ampak imaš pa zelo razgiban teren, tako da če hočeš trenirati neke razgiban teren, imaš v bistvu Primorsko pa osrednjo Slovenijo zelo primerno za to. Medtem, če hočeš pa res dolge klance, imaš pa Gorenjsko, nekako zahod Gorenjske, pa sever Primorske. Je čist primeren za to.
Drugače, kdo bi si mislil, da ravnino lahko veliko lažje treniraš na... na Prekmurju. Pa ja, sej nisem mislil samo tega. Tudi na Gorenskem. Na Gorenskem? Ja. Si res odpeljal 300 km na Gorenskem, ne? Dobre, ja, 300 km nisem, to tudi lahko, a so o tem naredila pa? Sva naredila. Sva naredila 300 km, ko sem... Brez treninga, evo, tako so dala naslov, čeprav ni bilo brez treninga, ampak pustimo to. Ni bilo priprave, trening je bil, priprave pa ne. Pustimo zdaj to je bilo v krogih, ampak hočem reči, da na Primorskem ti ne boš dobil treninga ravnine. Nemogoče, v bistvu ni mogoče. Kar je zanimiv, ne? Zanimiv, ja, seveda. Mislim, tudi na Goriškem sploh, ne? Ampak, Vipavska dolina mogoče, ampak tam bo spet veter. Pa se boš počutil, ker boš v klan spel. Pa pri Novi Gorici. Ampak tudi obalno Kraška, ne? V bistvu ni to imaš Koperska Brda in tam in ni unih klancov, to noben prelasa, nek neverjeten. Ampak ravnine pa spet ni, razen tik ob morju. In spet ne boš mogel trenirati ravnine, medtem ko v Ljubljani, ki bi si rekel, Gorenjska, to je pa sami neki hribi, pa v resnici boš veliko lažji, tudi kot v osrednjoslovenskih, boš veliko lažji treniral ravnine. Tako da v bistvu Gorenjska, bom rekel, da je zelo lepa, prav zaradi tega, ker imaš raznolik teren. Mislim, tle na jugu imaš, pa tukaj na vzhodu, pri Litiji in to, imaš zelo velik gričev, ki niso neki čez 1000 metrov visoki. Na zahodu imaš velike klance, v bistvu nekje na sredini imaš pa Ljubljansko kotlino, ki gre po Savski dolini naprej in imaš velike ravnine za trenirati. Tako da, kaj se pa tebi recimo zdi čist za konc? Jaz bi še preden greva na to, da bi zaključek naredila, bi rad, ker verjamem, da ste marsikjer gledali zdaj malo zmeden, ker Jaka zdaj govoril po moje bolj za nekaj poprečno do nadpoprečno treniranega amaterskega kolesarja. In jaz mislim, da bi bil ta video lahko tudi zanimiv za koga, ki ni tako dober kolesar. In bi rekel, naprimer, kam bi pa lahko šla naša družina cela kolesar? Imaš Adama v Stovčku, naprimer, da ga jaz pelem v Stovčku, pa da gremo vsi skupaj kolesariti. Razumem, no, to zagotovo dobro, da si omenil. Zagotovo je nekih klancev spet ne. Mislim, že iz tega lahko sklepaš. Razen, če imate električen kolo, pa se da iti precej daleč. Paste, da vam ne crkne, recimo na Vršič Mangart. To upam, da ne boste šli z električnim kolesom, ki vam bo verjetno crknil. Če boš šel samo gor, pa dol ne. To ne, ampak če boš šel pa cel Vršič Mangart, to je problem. To pa druga, ne. Ampak samo gor v redu, zelo lep izgled si lahko narediti. Jaz mislim, da za družine je pa tako, res bolj, da greš na en samostojen klanec. Ja, seveda. Jaz, ko grem z očem kolesariti, grem na Jakoba, pa nazaj, si zameva. Čez pa greva kolesarca, ne? Zdaj, jaz klancov sploh ne bi nekaj zelo priporočil. Vse so lepi za videti, ampak recimo, da nimate električnih koles, pa da je vse v vaših nogah. To je vse matranje, ne? To je vse matranje in ne vem, komu bi priporočal nek toliko velik matranja. Kot družinski izlet. Ja, seveda. Ker moramo vedeti vsi, da sem zdaj govoril o resnih klancih, ker tudi če greš počas, so težki. In jaz bi priporočal recimo Bohinj je lep. Tam lahko kolesaraš tudi dosti po ravnini, sploh Nova Kolesarska, ki je od Bleda do Bohinja, je lepa, mislim, Bohinjska Bistrica tam. In tam je zelo lepo. Pa še v bistvu turizem, kar cveti tam, pa imaš veliko nekih nastanitev. In enak bi rekel tudi s Kranjsko goro. Ampak spet je to samo Gorenjska. Pač Kranjska gora imaš pa veliko kolesarskih, greš lahko v Trbiž, v Italijo, malo pogledati. Lahko se peleš do Jesenic tudi. Skratka, dobro je poskrblen. Kranjska gora je itak že najbolj priljubljena, po moje, za kolesarje. Družinsko kolesar, se mi zdi, da najbolj v Sloveniji. Poleg pol Bohinja. Pa Ljubljane, okoli Ljubljani, če čist. Sam tukaj je precej toplo poletje, tako da, ne vem, je precej zoperno. Pa tudi veliko je prometa, boljše je biti na neki kolesarski stezi, pa se v miru pogovarjati, pa uživati.
pa precej bolj hladno je na Gorenjskem. Ampak za Primorsko ti pa zdaj jaz v bistvu tako, da bi družinsko nekam šel, mogoče Nova Gorica ob Soči. Ob Soči so kolesarske steze, sploh bolj proti spodnjemu toku je veliko kolesarskih stez in Nova Gorica tako. Tam bi nekako rekel, da se da narediti čisto lep družinski izlet, ampak drugač pa Primorsko, ne vem, nimam neke ideje zdaj, kaj vam bi svetoval. Po Primorskem, kaj? Baška gra pa to Ne. nimaš nič za videti, pa vse gre gor. Vse gre gor ali dol, ja. Ja, in pa nič ni. In to je ta razlika. Razen, če greš res po hudih klancih gor, pa je, ne. Pol ampak, ko govorimo o družinskem izletu, nekako bi se fokusiral v Bohinj, mogoče tudi Pokljuka, ampak spet, to je bolj že za začetnike, ker Pokljuka je resen klanc. Bled, recimo, zelo lepo. Pač ta Bled, Bohinj in pa Kranjska Gora, Trbiž, nekako, to je v temu zahodnemu delu Slovenije, ki se danes pogovarjava, nekako najlepše. Ok, da mi še eno stvar. Jaz bi rad zdaj, da mi daš recimo 3 ali pa do 5 primerov za konkretno turo, recimo med 25 pa 50 km, ki bi se jo lahko splanirali, pa si vzame 2-3 ure za kolesarski izlet. Kaj bi ti izbral kot res lepe pa primerne ture? Zdaj, konkretno si rekel Bled, Bohinj. Mene zanima, tako res točno bi začel, da začneš recimo Stara Cerkev, pa greš do... razumem. Kaj. Do, ne vem, kako so... Zdaj, pri Bohinju so zelo drage parkirnine. Ja. To moram kar opozoriti. No. Ja. Ampak, dobro, se da preživeti. Se da. Ampak ne smeš biti nek krejon nazaj spet. A pa moraš pač neki denarjev tudi dati. Ampak jaz bi začel recimo na Bledu in bi pol šel po kolesarski stezi do Bohinja in potem naredil tam nek krogec okoli Bohinjskega jezera, šel mogoče v vodo malo in potem nazaj. To je zelo dober primer, se mi zdi. Ja, recimo za drug je spet Kranjska Gora, kot sem omenil, recimo lahko greš do Jesenic, ampak tam spet ne boš imel nič za videti. Tako, pač nič novega ne bo. Kaj pa v drugo smer? Vedno hočeš nekaj videti, recimo da bi šel iz Kranjske Gore, kjer so nastanitve, ne vem, do Trbiža v Italiji. Tam je nekaj novega za veliko Slovencev, neka nova pokrajina, sploh tudi druga država. In kolesarska je ves čas, pač tep ni treba biti niti enega metra na glavni cesti, kar je dober. In imaš po moje čist lep izlet, ampak spet ne vključuje nobenih klancov, tako da to pač je res za čist družinsko, čist easy, lepo. Drugač pa ja, so pa take mestne turcev, kaj tako. Ljubljana proti Golovcu. Ljubljana, recimo, ali pa Kranj, Šenčur. Iz kakšnih Jesenic se moraš že povsod zapeljati, ker iz Jesenic je povsod klanc. Ja, Jesenice so tako zaprte in spet je povsod nek klanc. Pa nimaš kaj zelo veliko za videti. Mislim... Razen, če greš gor, ne? Ja, razen, če spet je to, ne? Spet pridemo do tega, da nič ne boš videl novega, če ne boš šel gor. Oziroma tam, kjer ne greš ponavadi z avtom. Ki pač v Jesenice greš z avtom po avtocesti in to si že vse videl. Ja. In res nima nekega smisla, da se boš pripelil na sredino Ljubljanske kotline in rekel v Šenčurju, no zdaj gremo pa kolesariti. Pač kaj boš, ne veš kaj bi. Zato ni toliko veliko možnosti. Ne mislim, da zdaj jaz ne poznam možnosti. Ma res ni drugega kot Kranjska Gora. Da bi bile tako res lepe ture. Kranjska Gora, ja. Bled, Bohinj in pa recimo Gorica. Seveda, pa ob morju, ne, to smo pozabili povedati, ob morju pa karkoli, ne. Yeah. Ob morju karkoli. Glih zanj sem bil na morju. Zelo lepo. Koper, Izola, Piran, ne vem, Ankaran. To je pa čisto ob obali praktično, ne? Ja, to je pa čist pač... Slovenska obala. Obala. Koliko je že? 43 km? Ja, lahko greste mar teč, pa 1 kilometer prej zaključite. Ampak je zelo lepo, tudi veliko kolesarskih stez, tako da obala je super. In vsekakor priporočam kakšen izlet, ki si na obali, pa vzameš kolo zraven,
pa greš, ker je tudi tam lepo. Tako da, za vsakega se nekaj najde, sploh pa za tiste, ki so malo bolj natrenirani, se najdejo malo lepše razgledi. Logično, da je tako, ampak tudi za vse ostale, ki čisto začenjajo kolesariti, se vedno nekaj najde. Da, ja. Treba je samo uživati na kolesu, pa vzemite si čas, idete nekam skupaj kolesar. Ja, skupaj je boljš kot sam. Čeprav je pa tudi sam dober, ampak tako da imejte se lepo, pa se vidimo naslednji teden.